Gaberščikova produkcija je že zaradi same uporabe medija precej drugačna od Borčičeve, a ju kljub temu vežejo zanimive skupne poteze. Eno od teh je studijsko delo in tehnična izpopolnjenost, h kateri avtorja težita oziroma sta težila ves čas. Po drugi strani pa v samih podobah in fotografijah Borisa Gaberščika in grafikah Bogdana Borčiča se kažejo v bistvu neke patine, kažejo se neke teksture oziroma strukture, ki pričajo nekako o tem vsakdanjem življenju, o tej neki dotrajanosti materiala, o posledicah v bistvu uporabe ali pa o posledicah življenja kot takšnega. Gre za intuitivno kombinacijo, intuitiven dialog, dodaja Colnar. Nenazadnje gre za dela, ki izhajajo iz različnih obdobij. Za Bogdana Borčiča smo izbrali dela med leti 1969 in 2003, to je neko njegovo zrelo ustvarjalno obdobje, medtem ko je Boris Gaberščik predstavljen z deli iz zadnjih 5 let. Umetnika sta bila za časa življenja Bogdana Borčiča, ki je umrl leta 2014, dobra prijatelja, vendar nikoli nista skupaj razstavljala. Ampak v bistvu smo ju pa združili ne toliko zaradi tega njunega poznanstva, ampak dejansko smo v teh grafikah in teh fotografijah videli neke skupne poteze, ki pa, kot sem rekel, so lahko zelo intuitivne. Ampak mislim, da sta, čeprav mogoče v različnih obdobjih, podobno razmišljala. Postavitev, ki so jo odprli na Slovenski kulturni praznik, bo na ogled 1 leto.